kulturni center v sodelovanju z krožkom Anton Gregorčič. Naj povem, da smo se Goričani spomnili Franceta Balantiča, tudi o 50-letnici. Takrat je Zveza Slovenske katoliške prosvete razpisala natečaj za glasbena dela na njegove tekste in je takrat prišlo 46 glasbenih del, smo takrat dobili in je bila izdana pismerica in na podelitvi nagrad je bila prisotna tudi sestra, gospa Tilka. Od takrat je že 20 let mimo in letos, torej danes imamo pa v gosteh profesorja Pibernika, ki ga v naši sredi prisrčno pozdravljam. Hvala, da ste se odzvali naš povabilo. Večer bo pa, torej profesorja bo predstavila in večer vodila časnikarka Erika Jazbar, kateri predajam besedo. Dobar večer, tudi v mojem imenu. Veliko veselje in ponos mi je, da lahko pozdravim takega gosta v naši sredi, ki je prišel tudi oddaleč, kajti prišel iz Kranja, zato se mu še zahvaljujem, da je takoj sprejel naše vabilo, ko smo ga povabili v Gorico. Protagonista današnjega večera dejansko bosta dva. Profesor France Pibernik in pa pesnik France Balantič. Dve figuri, ki sta zelo povezani, kajti profesor Pibernik se z delom, življenjem in delom pesnika Franceta Balantiča ukvarja več desetletij, 3 desetletja, pa tudi več, verjetno. Profesor Pibernik je literarni zgodovinar, pa tudi on sam pesnik, saj je izdal 7 pesniških zbirk, če se ne motim. Kot rečeno, prihaja iz Kranja, več kot 30 let je poučeval na tamkajšnji gimnaziji. Po upokojitvi, recimo od konca 80-ih let dalje, v 90-ih letih pa vse do danes, so začele izhajati številne knjige, monografije, zborniki, znanstvene razprave in pa zbirke, v katerih je razsvetljiv marsikaterega avtorja, ki prej je bil ali zamolčan, ali prezrt, ali premalo se je, recimo, matična stroka in premalo pozornosti dajala na te pesnike in pisatelje iz raznoraznih razlogov. Izdal je monografije o Karlu Mauserju, o Janezu Jalnu, o bratih Vodnik in še bi lahko naštevali, o Hribolšku seveda. V zadnjih mesecih oziroma v zadnjem letu pa se ukvarja s teologom in duhovnikom, ki je tudi vezan na Gorico, sicer Vladimirjem Truhlarjem, ki se je v Gorici rodil pred 1 stoletjem. Povabili smo ga danes na ta večer, ki sicer je tako pred Miklavžev večer, ko je veliko teh prireditev okoli pri nas, ampak zdelo se nam je pomembno, da priredimo ta večer čim bliže obletnici Balantičeve smrti. 24. novembra leta 1943 je Balantič zgorel v Postojanki v Grehovem, minila je 70-letnica. In ob tej priložnosti sta išli 2 pomembni knjigi, ki sta bili prvič predstavljeni na knjižnem sejmu v Ljubljani. To je krasna dokumentarna monografija, ki s fotografijo in tudi krajšim tekstom, pa tudi z dokumenti, z rokopisi in z vsem, kar spada zraven, nudi zelo dober vpogled v življenje in delo Franceta Balantiča. Ta monografija je izšla pri založbi Družina. To pa je zbrano delo, druga izdaja, dopolnjena izdaja zbranega dela. Prva izdaja je izšla leta 2008 in takrat je pošla, že ne, če je normalno za zbrano delo, da zbrano delo je pošlo, je to vsakodnevno, ja, se to dogaja tudi za druge avtorje, ne vem. Nam bo povedal tudi, tam zbrano delo je išlo pri Sazuju, medtem ko prva izdaja zbranega dela do leta 2008 je šla pri Literi, če se ne motim. Mariboru. Kot smo napisali v komunikejih, v vabilih in v vsem gradivu, ki ste ga lahko brali v teh dneh v naših medijih, je profesor Pibernik največji poznavalec Franceta Balantiča.
In o Balantiču lahko pove marsikaj o njegovem življenju in delu, ampak tudi o zgodbi raziskovanja Franceta Balantiča, kajti to je prava zgodba v zgodbi. Je pa svoje vrstne literarni zgodovinar, ker ne govori le o poeziji njegovi, ampak jaz sem ga definirala terenski literarni zgodovinar, kajti on v 3 desetletjih je poiskal vse možne dokumente, pa tudi pričevalce, sopotnike, prijatelje, kolege in tako naprej. Tako da v bistvu mozaik, ki nam ga je zgradil v številnih knjigah, ki jih je že posvetil Francetu Balantiču, je bistven po mojem najbolj popoln, kar se da seveda v mejah dokumentov in vseh pričevanj, ki jih imamo. Profesor Pibernik, torej začnimo z dokumentarno monografijo. Kako nastaja ena taka knjiga? Kako se izbira dokumente, kje se jih izbira in kje se izbira fotografije in ostalo gradivo? Gradivo za tako monografijo nastaja dolgo časa. Zanimivo je, da je koncept take, da je recimo dokumentarna monografija, nastala že pred približno 15 leti. Takrat sva s Juretom Kodbekom, to je bil mlajši sin Edvarda Kodbeka, sva šla takratnemu privatnemu založniku, to je bil Javro Mihalač, imel privatno založbo v Ljubljani, z dvema predlogoma. Ena je bila monografija o Juretu Udoviču, ogledala sam Jureta Udoviča, drugo je bil pa predlog za tako knjigo o Balantiču. Ta založnik Mihalač je vzel Udoviča, Balantiča pa ni hotel. Tako je ta zamisel takrat ostala nerealizirana, pač pa sva z Juretom Kodbekom leta 2004, ko je njegov oče bil stoletnico rojstva, za Mohorjo v Ljubljani pripravila tako knjigo, tako da je bil ta koncept takrat že, rekel, nekako izdelan, na nek način metodično obdelan. Kasneje je v taki obliki išla potem tudi monografija o profesorju Antonu Slornaku, Janezu Gradišniku in lansko leto tudi o Juretu Udoviču. Tako da je ta, rekel, izdaja o Balantiču vendarle že nastala z nekimi izkušnjami in upam, da je to mogoče bilo knjigi v prid. Seveda, preden odkrijete vse to, je pa jasno traja. Zame je bilo najhujše to, jaz sem recimo sistematično začel gradil leta 1983. To je bilo eno leto, preden je šla tista famozna izdaja Balantiča 1984, to je Moževna steblika, ki je bila ponad tiste knjige, ki je bila leta 1966 uničena. Takrat se je stvar mečkeno odprla, ampak ne tako, kot smo mi mislili, kot sem jaz mislil. Potem pa jasno, greš poiskati najprej domačim, v Kamnik. Ko sem jaz začel tja hoditi, to je bilo tam leta 1975, je bila mama še živa. Veste, z ljudmi se boste ogromno pogovarjati. Jaz sem bil tam mogoče 20-krat, 30-krat. Ko nekaj izveste, greste lahko naprej. Pogovori tešijo v fazah. Ko nekaj izveš, lahko vprašaj naprej. Prej pa ne veš, kaj vprašati. To je ta problem. Potem, jasno, mene zanima primarno gradivo. Nekaj ga je pri Balantiču v Kamniku, sorazmerno malo. Ko je on odhajal, mislim, da je bilo to aprila 41 leta od doma, je ene stvari se pustil, ostalo je vzel s seboj in je bilo potem na njegovem stanovanju v Ljubljani. Druga stvar je, to je bilo veliko odkritje, nisem vedel, kje so rokopisi. Tine Debeljak je takrat, se pravi, po smrti, to je bilo novembra 1943, zbral vse mogoče stvari in danes lahko rečemo, ker poznamo celotno gradivo, da se Tine Debeljaku posrečilo zbrati pravzaprav vse njegove pesmi, ki so potem išle leta 1944 pod naslovom V ognju groze pa plan, to je tale približno ta zbirka.
in moram reči, da kasneje so komaj kaj dodali. Mene je seveda najbolj zanimalo, kje je to osnovno gradivo in kasneje se seveda počasi vedel, kaj se je dogajalo. Tine Debljak je imel to gradivo skrajno doma v stanovanju v kleti. Imel posebno, da rekel, škatlo ali mogoče celo kišto ali kaj s tem kaj. Ko je odhajal v begunstvo, je naročil ženi, da mora to spraviti v NUK, v Narodno knjižnico, in se je to tudi zgodilo. Vendar tisto gradivo je bilo do leta 1961 na podstrešju. Takrat so začeli tisto gradivo, ki se je tam nabralo, urejati, razporejati, in zanimivo, da Balanči niso pustili v rokopisnem oddelku NUK-a, ampak so ga odnesli v Arhiv Slovenije, samo Grubarjev Balančo, in sploh ne vem, kdo je tam sploh odkril Balantiča. Vem pa, da je profesor Anton Slonak to vedel, mi to enkrat tudi povedal, ne? Samo preden do tja prideš, veste. Druga stvar je bila, kateri arhivi še hranijo. Treba je bilo poiskati ta inštitut za novejšo slovensko zgodovino in tam je bilo ogromno domoranskega gradiva. Vi tam prepirate, premetavate gradiva na stotine listov in počasi najete tam pač kakšen biser, kjer je bilo treba vse pokriti. Veste, o Balanči se je ogromno govorilo in meni je glavna naloga bila ta, da vse stvari dokumentirati, da so res resnične. V tem smislu je tudi ta knjiga, vsak dokument, vsaka fotografija v bistvu dokumentira Balančevo življenjsko pot, v seveda drugi fazi pa tudi njegov literarno usodo, ker to je dvoje, ne? To so te zahteve. Jasno, treba poiskati njegove prijatelje, sošolce, recimo veliko gradivo mi dal njegov prijatelj, to je slikar Marjan Tršar, ki je ukradel ogromno teh rokopisov in on je veliko ilustriral, tako naprej. Zelo težavna zadeva je bila, treba je bilo seveda se obrniti naredi v Argentini. To je bilo zelo težko, to je bilo nevarno, če hočete nevarno, seveda je bilo nevarno, ne? Ampak jaz sem moral pisati recimo Marku Kremžarju, ker me je zanimal ta odnos Kremžar in Balantič, ker oni so ga podpirali tisti čas, ker on v Ljubljani imel nobenega sorodnika. Jaz sem takrat stopil k Matjažu Kmeclu, on je bil takrat član CK-ja, jaz ga vprašal, poslušaj Matjaž, a je to zelo nevarno. On se je malo zamislil in rekel, meni si ide, da ne. Takrat je bil notranji minister Ertel. Je rekel, z Ertlom se še da kaj pogovarjal. Ampak na koncu je rekel tole, če boš imel težave, mi povej. Druga stvar je rekel, moraš vedeti, da vse to oni pokrivajo. Torej, vsa pošta je prišla, oni so lepo se pogledali, oni so videli, kaj mene zanima, mene zanima politika, ampak literatura. Tako da sem po taki poti prihajal do teh primarnih, rekel, podatkov. Ravno tako, recimo, sem v Mendozi odkril njegovega vojnega tovariša, ki je bil tudi v Grahovu in je tudi napisal, kaj je on opazil, recimo, v zvezi z Balančem, kaj so takrat počeli. Recimo, sem prvi izvedel, da so imeli obranci v Grahovem pevski zbor, so peli v cerkvi in da je tudi Balantič pel. Ker Tršar je rekel o Balanču dve stvari, da nikoli se ni kopal, nikoli ni znal plavati in da nikoli ni pel. In ta Habjan ga je demantiral, je rekel, so peli lepo v cerkvi in tudi enkrat šli gostovati v cerknico in tudi tam peli pri maši. No, take stvari se počasi nabirajo. Potem je zelo pomembno slikovno gradivo. Ena dobra stvar, mislim, da je Kremžar imel fotoaparat. Tako da, recimo, ko so bili oni na počitnicah tam poletje, na 40 leta dol na Dolenjskem, imate lepo fotografijo tiste skupine. Druga stvar, napravili so več posnetkov v Grahovu. Tako da imate tam od vašega Stržarja in kasneje do Branca, pardon, ne, kasneje to ni bilo več časa. Vse, kar je bilo prej, pred septembrom 43. leta. In še ena stvar, ki je zelo pomembna, imate tukaj v knjigi,
Grahovo so takrat 23 leta kolile enote 14. divizije. Neposredni napad je imela Tomševa brigada, to je bilo mene 3/4 se mi zdi, in vse okoljeno. Oni so imeli svojega fotoreporterja, to je Petek Jože, in on je 4. novembra do polne, okrog 10. ure, fotografiral gorečo hišo. To je zelo pomembno. Tam vidite eno stvar, da je bila bajta še prej zelo slavna, ker so Nemci septembra 30. leta bombardirali Grahovo. Hiša je bila pokrita s deskami, okna niso bila šipi in tako naprej. Ta bajta je bila zelo slaba za obrambo. In tudi vidite, recimo, da so s kanoni uničili bajto. Recimo tam na tisti zahodni strani imate celo luknjo in k tisti odprtini je prislonjena lestev. No, da vam povem tak detalj. Jaz sem najdel partizana, ki je plezal po tisti levstvi gor in je rekel, da je potem, ko bo že vse končano, on šel gor z mitraljetom in potem spustil še nekaj rafalov noter, če še kdo bil živ. Takrat seveda ni nobenega več živ, da se vsi došli v dimu, ne. Ampak, veste kaj, vi najdete človeka, ki je tam gor plezal, ne. To so ti detajli, ne, ki vam ogromno povejo, ne. Slučajno sem ga najdel, ker to oče ene moje kolegice, zgodovinarke na Kranjski gimnaziji in mi pač to lepo odkrito povedal, kaj in kako. In tako naprej. Posebno pozornost, vsaj ko sem listala po tej monografiji, si zasluži, vsaj zame bila zelo pretresljivo, tole pismo, ki ga je Marija Mišič posvetila trem Francetom. France Kremžar, France Balantič, ki je bil njena ljubezen, in pa bratu, ki je v tej postojanki tudi umrl. Kako je prišlo, kako je sploh to pismo prišlo v to knjigo, kako je prišlo v Slovenijo, kako ga mi poznamo? To je datirano 3. decembra 1943. No, to je sodarno vrlo katerih stvari v Balantičevem življenju. Balantič je prišel v Grahovo na Svetega Jožefa 43. 19. marca, ne. On je potem tam bil do septembra. V tistem času se on spoprijateljil s nekaterimi ljudmi. Tam je bilo nekaj tudi študentov, predvsem je bil to Stanko Tomažič, ki je že pred njim tam, potem neki Janez Lozar, pa tistih Jan se ga prej omenil, potem še ne drugi. Ampak on je potem naš predvsi domačini. V Grahovu sta bila brata te Marije Mišič, to je bila družina z Bločic, je bilo 5 sinov in hčer. Rezultat, kaj je bil? 2 brata so zgorela v Grahovu, 2 sta bila ubita po vojni, 5 je ostal živ, ampak kmalu po vojni umrl za rakom, ne. Jaz sem potem tudi to družino obiskoval. Kar zadeva Marijo Mišič. To je bila ena preprosta kmečka deklica, ampak je bila v prosvetnem smislu zelo dejavna. Skratka, to ni bila navadna, bi rekel, čisto neprosvetljena in je najbrž zaradi tega Balantič z njo nekako hitro našel kontakt, se pravi, s tem mlajšim bratom Marije, to je bil Lojze, je večkrat odšel na Bložice in tam se je počutil doma. On je bil begunc v bistvu ves ta čas, 2 leti, pa vmes je bil Konars, ne, so bili hude strative. In pride tam eno prijatno domačo, veliko vas, družino, tam je bil postrežen. In ona mi je enkrat povedala to, da je njej zaupal civilno obleko. To je en tak zanimiv podatek. Zdaj, jaz sem Bog je kdaj izvedel za to. Mislim, da so mi to povedali Balantičevi. In sicer bilo tako, ona je šla v begunstvo in je mislila, da so doma vse pobili. Zato je šla k nunam, bila je pri Usmiljenkah, tam je pod Parisom to en tak večji samostan in ona je tam bila potem ekonom. To zelo
jaz sem z njo prvič govoril po telefonu leta 82 v Parizu, ampak veste, kaj ona rekla? Jaz sem stara nuna, kaj naj pa povem, ne? Ona si ni upala nič povedati. Jaz sem si z njo potem še dopisoval, sem pa tja, kaj sem ga vprašal, kakšen je bil tale Balantič, ki je bil zelo kompliciran. Ona mi napiše, da res ni bil kompliciran, ne, ampak to je bilo vse, ko sem odrez vedel, ne. Ampak zgodil se pa seveda nekaj drugega, ko je šla ona v samostan in morala to knjižico vršiti proč. Ko greš v samostan, držiš posvetno življenje. In zdaj pa pride ta glavna stvar. Tole pismo je ona imela pri sebi. To pismo ona imela pri sebi. Po njeni smrti, ona je imela leukemijo, ne, umrla, mislim, 86, pa 89. Ona je morala to pismo skrivati. Tukaj je ona kršila tisti osnovni princip. Ona je morala to pismo nekomu zaupati. Po njeni smrti to pismo je iz Pariza šlo v Beograd po tej liniji Usmiljenkne in od tam potem v Kamnik, ne. V tem pismu je ta, veliko, bistvena zadeva, da sta se imela rada, ne. Ona je tam napisala, da je morala en teden pred napadom bežati, ker so jo partizani grozili, da bi jo ubili, ne. In ona je pač, ker France Balantič prosil, ne gre, ona je šla tukaj na Palje, od Peč, ki je takrat tam stanoval njen brat, in pripoveduje, kako so se tisti zadnji večer poslavljala, ne. To so res take osebne zadeve, ampak da to pride po tolikih letih iz Pariza, po neki poti v Kamnik in da to danes lahko beremo, datum je pa 3. december 1943. K njej je prišel Tomažič, Tane Tomažič, ki se je rešil v tisti vagi, ne, pred hišo. Tam se je rešilo 7 in on je potem povedal, kaj se je zgodilo, ne. Noter sta umrla 2 brata, en od teh je bil France Kremžar in France Balantič. Meni se je en France tam, ali 4. decembra ali tam nekje, in ona jim piše, mojim dragim, ne, pa moj brat, pa France Kremžar, pa seveda ta moj France in tam to vse. Torej, to je en najbolj predstojnih dokumentov v Balantičevem življenju. To je bila njegova edina prava ljubezen, ker on tam tiste študije zelo dijaške, lindovske, to bile take, veliko eterične zadeve. Mogoče je bilo še kaj hujšega, kar lahko nekako veliko razumemo glede na njegovo erotično poezijo, ampak tisto veliko vprašanje, tam nikamor ne prijete. Meni je doktor Anton Trstenjak, sem ga sprašal te zadeve, kaj pa je za temi zubli nad predpadom in tako naprej. Ali ste vam kaj on rekel, eni sam o tem govoril, ne. Tako da, v tem smislu, ampak no, ta strašen dokument je pa res nekaj, kar smo ga seveda morali objaviti, oziroma je objavljen tako, da ga lahko berete. Prej je bilo rečeno, da raziskovanje življenja in dela Franceta Balantiča je zgodba o zgodbi. Dejansko po letu 1945 se je zgodba z Balantičem razvijala paralelno. Ena zgodba je bila v Matici, v Sloveniji, druga zgodba se je dogajala v zdomstvu, predvsem v Argentini. Po tej prvi izdaji leta 1944 Tineta Debeljaka je potem izšla v Buenos Airesu, druga izdaja leta 1956 in pa še France Papež, pesnik, ki je poskrbel za zbrano delo. V Sloveniji pa Balantič je bil sicer prepovedan, vendar je bil na pol v javnosti, je bil vedno prisoten, z njim so se ukvarjali literati, pesniki, literarni zgodovinari, vendar uradno ga ni bilo. Oziroma tisti, ki so se z njim ukvarjali, na primer Slodnjak, so imeli posledice, sicer niso šli v zapor, ampak do nekaterih posledic je prišlo, tudi vi imate nekaj pričevanj s tem v zvezi iz vašega osebnega življenja, raziskovanja. Vse tukaj je treba ločiti dve stvari, dvoje obdobje. No, jaz sem Balantiča dobil, jaz sem hodil v Kranjsko gimnazijo in jeseni 46 sem bil takrat ni 6. gimnazij, bilo to, ne, bila ni bo še 8-letna.
mi je prinesel tako knjižico, ne tole, in od takrat naprej sem se zanimal za Balantiča. Ko sem jaz prišel na slavistiko, Lisej 1940, vsi brali Balantiča, vsi so hoteli vedeti, kaj je to. Tudi partisti, vsi so hoteli vedeti, kaj pa je to naprej. Ivan Minatev, ti bil pač v seminarju, seminarju poln pesnikov in kritikov literarnih trenirjev, ne. Minat je meni rekel, partizanski pesniki, to je bil Minat, Vida Brest, Peter Levc in tako naprej, tudi Civilizovec. Oni so se birali v kovarne Nebotičnih in niso brali Kaljuha, brali so Balantiča, se morate misliti, ne. To je to, ne. In ko sem jaz dobil ene dokumente UDBE, se pravi, to je služba državne varnosti, prosim, ne, tak najvišji varnosti organ, so tam navedena imena, kdo se zanima. Na prvem mestu spet Minati, pa Janez Medar, pa Ada Škrd, seveda, ne, ki v njem tudi pisala, in na koncu tudi Civilizovec, ne. To piše, to je dokument UDBE, ne, nisem se jaz to zmislil, ne, tako da. Druga stvar, ki je zelo važna, takrat se je, Balantič je prišel na seznam preverjenih avtorjev 27. julija 45. leta. Tam imate tudi v knjigi dokument, piše France Balantič, se pravi Vojne groze. Tisti seznam je bil začasen. Tam je reklo vse, ali vsa dela, recimo Narte Ljukonja, vse knjige, kakšno drugem samo eno delo, ki bo bolj ideološka, kakorkoli že, ne. Ampak tam je bilo rečeno, te knjige morajo pobrati iz knjigarn, ker se še prodajajo, ne, recimo Balance so še prodajajo, in tako naprej. In od njih se ne sme govoriti javno, ne. Pardon, pisati. Tudi iz knjižnice mora pobrati, ne. Niso smeli več izposojati. Ampak kaj se je dogajalo? Leta 50 je bil v Ljubljani drugo zborovanje, srečanje mladih književnikov in piscev začetnikov. Tam je imel referat o sodobni slovenski mladi poeziji France Kosmač, pesnik partizanski, ki je bil pa Balantičev sošolec. In on je tam omenil Balantiča, ne. Začela se je javna debata, v so nastopili tudi Jože Šmit, tudi njegov sošolec, ne, pesnik. Ampak on je prišel z prekomorsko brigado v Ljubljano, tako naprej. Ampak v njega se je tudi celo nasprotna stran. Miško Kranjc je rekel, da je Balantič pač slab pesnik, tega res ne bomo, ne, in tako naprej. Takrat se je pa dvignil Jože Šmit, je pa rekel, to pa ne bomo rekli, Balantič je dober pesnik, sedaj je pa to pesnik, ki prav je živel na svojem času, ne, zdaj ga ne bomo, recimo, mimogrede, dali za zglede in tako naprej. Ampak v resnici so ga vsi brali, ker je bilo to najboljša poezija tistega časa, pa pika, ne, to je to, ne. Potem se je to vleklo naprej, to sem hotel reči, zaradi tega ni noben nič trpel, veste, nikoga niso zaprli za Balantiča. In še ena stvar se je zgodila, leta 1949 je v Ljubljani prvič šla na komentirana izdaja Kaljuha. V redu je Dušan Moravc, slavist, partizan, in od te knjige je pisal recenzijo za slovenskega vpraševalca France Novšak, urednik kulturne rubrike, lepo napisal Kaljuhu, na koncu pa povedal tole. Zakaj so mu Kaljuh, zakaj ne še Balantič? Veste, kaj je napisal? To je pa res treba slišati. Če ga ne bomo tiskali, bomo ravnali kot tisti pred vojno, ki niso ravnali prav, ampak mi smo boljši, mi ga bomo pa tiskali, ampak ga niso, ne. Nam še glas se takrat Ivan Bratko, kasnejši direktor državne založbe, in je rekel, veste, že Balantič, ampak to pa spet ne bomo počeli, da bomo v Kaljuhu še Balantič tiskali, tako da do tiska ni prišlo, ne. Ampak kot rečeno, nič se ni zgodilo. Problem se je začel kasneje. Leta 1958 je profesor Stolnar v Berlinu izdal
svojo Geschichte der slovenske literature. Torej eno čisto posebno izdajamo slovenske literarne zgodovine in v njej omenil seveda Balantiča, tudi Kajuha, ampak predvsem Balantiča in takrat se je pa začela hajka. Po mojem zaradi tega, ker je Slodnjak internacionaliziral Balantičev problem. To je za Slodnjaka so vsi poznali, to je evropska slavistika in tako naprej. In po moje naši ti varnostni organi niso mogli tega preprečiti. Sigurno so spremljali, ker so videli pošto med Slodnjakom in založniki, oni so to vse pregledali, ampak niso mogli. Ko je pa knjiga rešla, so povsekali. Torej, Slodnjak je moral z univerze, ne samo zaradi Balantiča, ker njega so me že dolgo na špici, že od 53. leta, ko je šla v Londonu antologija slovenske poezije, so mu učitali, da je tam premalo Bora, recimo, in tako naprej. Skratka, ampak pravzaprav takrat ni šlo sicer Balantiča, se takrat je bila nasplošna čistka Ljubljanske univerze. Niso tam, seveda filozofija, tavistika, to je bila seveda takoj na vrsti, dok tam so, recimo, vrlega za univerze, doktorja Petrlina, tudi fizik, atomski nekaj, ga vržejo za univerze, za Ameriko je bil pa dober, pa nas pa ne. To so bile te zadeve, to je ta generalna čistka univerze. To je ena zadeva. Druga stvar, takrat se je začela za Balantiča zanimati služba državne varnosti. Pesnik je v toliko časa izgovoril, postane predmet službe državne varnosti. To je najvišji organ, recimo, v neki državi. Tajna policija je to, Oni so takrat začeli zbirati, to se zanima za njim. In jaz sem po 20 letih, ne veste, koliko časa to traja, dobil dokument, to je bilo 2004, in tam pač malo prebereš, kaj jih je zanimalo, kdo vse je bil tukaj zraven. Ta zadeva ni imela nobenih posledic razen pri Slodnjaku. Hujše je bilo potem leta 1966. Veste, med temi levimi književniki je bilo nekaj tudi takih pametnih, razumljivih, ki so vendarle vedeli, kaj je dobra literatura in so tudi vedeli, da je Balantič dober pesnik. Jaz sem se pogovarjal z njim, mogoče mi to na tej Bon je rekel, da je odličen pesnik. On je imel zavor. Dobro, če ne bi bil vaški stražar, po bi že šlo. To pa ne gre. Oni niso mogli tega. Vendar so drugi, recimo, bil je Drago Šega, bil urednik Sodobnosti. Potem zelo pomemben je bil Beno Zupančič. On je bil pisatelj, hkrati bil politik. On je recimo leta 1963 skomandiral, da so natisnili Kozikovo zbirko groza. Prej se nič premaknilo, potem je pa to šlo. Se pravi, leta 1964 potem Kodvik prišel na glavno celo, odnos do njega se nič spremenil. Jaz sem mislil, da se je, pa se ne. Recimo takrat smo ga imeli po Vilu Krajini, smo imeli kulturnih delavcev, sem mislil, da se je vse bilo pokrito, polno bodca, veste, okrog nas ne. Druga stvar, ki se je zgodila, ko je Mitja Mijak naredil izbor, napravil tudi, mislim, zelo spodoben, spremni tekst, skušal dati Balantiču pravo težo, prav o Balantiču se bo še pisalo, po dobrem pesniku in tako naprej. Knjiga je bila natisnjena, ampak ni šla. Časopisi so pišali, da je že šla, in so poje berete v Argentini, kako da nikjer ni zbirke. Kaj se je zgodilo? Ne vem, če ne bo predolga zgodba, ampak bom na kratko povedal. V Kodvikovem dnevniku, ne vem kjerga dne, piše tole. Moja žena Zdenka mi je povedala tole, da je znana igralka Ančka Levarjeva ji povedala, da je Balantič ubil njeno sestro. To je bila Marija Gornik iz Grahoga in da je bil sicer znan kot nasilnik.
Korbek na koncu napiše prav, da temu pravzaprav ne verjame. Ne? Veste, jaz sem šel to raziskovati, kaj pa zdaj s to zadevo. Ne? In grem res, ta Amalija, Ančka Jurija doma iz Grahovga. Njena oče je med prvi vojni padel in se je mama še enkrat poročila kot govornik, imela sina in hčerko, Amalijo. To so resda ubili Dobranci, ampak to 40 leta. Na Rakiku je bil ta znameti bataljon, darni bataljon Vuka Rupnika. So oni hajkali po tej Loški dolini. Ne? Skratka, to se je zgodilo in ker je zadeva o tem, ali naj zbirka Meljankova izide ali ne, je v tem odločil policijak CK, ne, tukaj, prosim. Ampak oni so zadolžili službo državnosti, da grejo preveriti zadevo. Sem bral po 20 letih dokument, oni so poslali do Grahova svoje ljudi k svojim ljudem. In kaj piše? Da niso našli ničesar obrednjivčega. Pa kljub temu zbirka ni šla. Zakaj ne? Je šla, ampak ni prišla do knjigarne. Ja, šla je, ja. Ohranilo se je približno 11 izvodov, to me je kaj Tanković rekel, ne. Ampak zadeva je namreč v tem, veste, iščete pravi razlog, ne. Kaj je dejansko bilo, ne. Kup stvari. Prvič, leta 1966 je pisan protokol med SFRJ in Svetim sedežem. In kaj piše? Da Balantič ne sme iziti, da naj to že neka privilegija, nek popust katoliški strani. To piše prosim v dokumentu, ne? Zaradi tega ni šel. Druga stvar. Jaz sem dobil nov pogled, tu mi je dal Kaj Tanković, ki je urednik državne založbe, zapisnike sej, to je bil založniški svet pri državni založbi. Oni so 3 leta debatirali o tem, ali naj izide ali ne. In na koncu ni šel. Jaz sem imel to srečo, ali pa to je ta postopek, jaz sem prišel do tega Ivana Kratka, ki je bil direktor državne založbe, in sem vprašal, kaj je bilo narobe, zakaj ni šla. Veste, kaj mi je rekel? Mislim, da je to odprto povedal. Pravi, v CK-ju ni bilo soglasja, ni bilo. Eni so bili za, ampak večina bila pa proti. Veste, Balantič je bil v politiki strašno visoko. Če bi oni popustili, bi Balantiču bi morali vse popustiti. Tukaj so oni rekli, tukaj ni nobenega možnega dogovora. In tako je Balantič ostal, torej je šel v Vevčev razrez in smo čakali 18 let, 1984. Pa še takrat so potem dodali en svoj komentar, ki je napisal Franček Bohanec, že spet malo bolj, rekel, revolucionarno in tako naprej. No, ampak bili smo že leta 1984, blizu osamosvajanja, ampak še vedno je bila zadeva tako vroča, da v bistvu niso nič popustili. Jaz sem mislim, da so, ampak niso, veste, niso popustili. Ampak potem proti koncu 90-ih let, oziroma po osamosvojitvi, je šla pot samo navzdol, oziroma izhajale so knjige, študije, esej, zbrana dela in tako naprej, do te današnje, ki jo danes tu predstavljamo. Danes, ta knjiga je bila predstavljena, smo rekli, na knjižnem sejmu v Ljubljani, potem ste imeli proslavo, ki je bila v Cerknici, ob 70. obletnici smrti. Kaj pa danes, mislim, kakšni so odzivi danes, kako se problematizira, če se še problematizira ta lik, kdaj se bo začelo govoriti o Balantiču pesniku in se opusti vso to zgodbo v zgodbi, o kateri smo sedaj govorili? Ja, zdaj, če sem pač vedno skušam osebno govoriti, ne. Jaz sem se z Balantičem ogromno ukvarjal, ampak veste kaj, jaz sem tako rekel si bolj sodobno, jaz sem sicer 7 let mlajši, ne, ampak jaz sem vojno doživel,
In vse te stvari se vlečejo skozi. Jaz Balantiča ne morem brati brez tega konteksta, ne. Jaz vem, kaj pomeni kakšna beseda, kakšna metafora, kaj pomeni motiv v njegovi poeziji, ne. To je ta reč, ne. Jaz ne morem, jaz sem skušal za tole knjigo napisati esej, ki je malo drugačen, bolj o poeziji, ne. Ampak to je glupotno. Veste, kaj je? Mi smo Balantiču na rame naložili kup zgodovine. On je v bistvu pravzaprav pričeval te zgodovine. On je res velika oseba in mislim, da je doktor Janko Kos, ki je v tisti knjigi Slovenski kulturni razvoj, kaj že piše, da sta Balantič in Hribovšek edina avtentična prišlovalca časa. To je prišlovalca slovenske tragedije. Govorita ne o popadih in tako naprej, ampak govorita o človeški stiski, ki je bila, recimo, med vojno. Vi ne veste, vojna je kar trajala 1 leto, 2 leti, 3 leta, se morate misliti, ne. Mi smo takrat vsi bili, ko malo prepričan, 4.4.44, smo rekel, to pa vojna. Ni bilo konc, še 1 leto, še ni bilo dosti, ne. To je to. Ampak veste, to je tako. France Prešeren ni samo pesnik, on je hkrati tisti, ki nosi na ramenih slovensko zgodovino, ne. To je to, ne. Mi ga imamo zaradi tega tako visoko. Mi ga rabimo kot narod, ne. Podobno je drugimi, recimo, gledajte, kaj pri Gregorčiču ne gre samo za pesmi, gre za tisto solo, recimo, primorske in tako naprej, ne. To so te stvari in ne vem, najbrž bo prišel trenutek, pa v teh mlajših generacijah, ki niso obremenjeni z eno vojno, ne, da bodo, recimo, o Balantiču govorili samo o njegovi poeziji, ne, ki je pač res visoka estetika, to je čista poezija. On ni napisal enega, rekel, vojaškega, vojnega verza, kot je recimo Kajuh, samo milijonost in tako naprej, ne. On je napisal samo 3 sonete v Gonarsu, ne. In to so pa seveda osebna tragedija, ne. Je rekel, da tam, tu bi pa Dragoševa, ki je bil tam v Gonarsu, o tem govorila, da je bil Gonars strahoten, ker so stradali. Oni so tam stradali do konca. In Balantič v enem verzu, v enem sonetu zelo tam pravi, za hlebček kruha dal bi kot srca. To so te stvari. V tem smislu veliko, ne, da bodo mlade generacije pač gotovo enkrat o tem spregovore. Predvsem pa naj to opravi slovenska literarna zgodovina, ampak ta slovenska literarna zgodovina je zelo v razsulu, ne, to mi je enega literarnega zgodovinarja, da bi napisal novo literarno zgodovino po osamosvojitvi. Mislim, da jo zaslužimo kot narod, ne. Tega pa zaenkrat še ni, mogoče mlajše generacije. Svoj pomen pa imajo tudi spominska obeležja. V Grahovem je bilo eno prvih, če ne prvo, spominsko obeležje za Balantiča, na Kamniku, v njegovi rojstni vasi. Njegova rojstna hiša pa nima plošče. In to je tudi vse, ta 2 spomenika sta v Sloveniji, ali je še kaj, oziroma kaj bi bilo še treba narediti z tega vidika? Ja, no, seveda, ti korake so bili kar pomembni, ne. Recimo to, da so leta 90, pred plebiscitom v Cerknici, tam je bil župan Janez Okoliš, ki je nekako uredil, da so prvič uredili grob. Veste, ko so prvič na Grahovskem pogorišču, sploh ni bilo gomil, sploh ni svedel, ki je grob, ne. Potem je bila ena taka gomila, šele leta 90 so tam potem uredili grob, dali gori na ploščo, da v tem skupnem grobu počiva tudi pesnik France Balantič, ne. Pred osnovno šolo postavil sem tak preprost spomenik, ki je koncipiral en arhitekt Lomoda. In tiste leta je bila v Cerknici ogromna proslava, nabita dvorana, da rečem. Tam prvi vrsti je sedel predsednik Saduja, profesor dr. Janez Mečinski, zraven njega minister za kulturo, dr. Andrej Zapodr,
pesmi recitiral domačin, to je bil danski glasec Boris Kralj. In tam sem jaz moral prvič govoriti o Balantiču, si morate misliti, jaz sem tako tremo, da si morate misliti, jaz nikoli nisem javno govoril, moram pa sem te govoril. In moram reči, no, to je ta korak, ampak pred samo svetilo. Drugi korak je bil pa Kamnik, 91, to je pa že po osamosvetli, ne. In takrat so vsi v Kamniku, tudi levičarji, takrat niso vedeli, kaj bo z tega, ne. Je recimo takrat bil sorazmerno, kasneje sploh se izkazal kot levičar, vendar je pomagal ostati cepi. Ti se spomni, kar je, ampak zakaj na rojstni hiši ni plošče? Balantičev oče je z družino moral doma, ker je tam prišel tega konflikta, ne. In danes v tisti hiši stanuje Balantičev bratenec, ki ni dovolil, da bi na hišo kaj dal, ne. Ni dovolil. Tako da tudi ne vem, ali bo danes, torej ob 70 letni smrti tukaj, nimam pojma, ne. Sigurno pa v Kamniku v ene posebne proslave. Tam smo se brali, tisti večer, 23. smo se brali v Spomeniku, to je bila taka druščina, Balantičeva, predvsem ne vem, mladi fantje, ne. Pa smo šli potem pač v kavarne, smo se tam cel večer pogovarjali o teh zadevah, kot smo zdajle, ne. Tak si pač spomin na Balantiča v zvezi z novo generacijo, ne. Treba omeniti tole. V Buenos Airesu je zelo zanimiv spomenik, ki so ga postavili, mislim, 93. France Ahčin, mislim, je avtor. Zelo zanimiv, bolj poduhovljen, ne, beli marmor, celo, ne, zelo zanimivo. Je pa njegov kip delal tudi neki Valovšek. Jaz sem ga videl sam na fotografiji, je pa bistveno drugačen. Prvi, ki ga je upodabljal, je bil France Gorše. On je že leta 1944, ko je bila v drami, Ljubljanski grad bil spominski večer, še mislim, da Balantičem, tudi so brali vrhovni veliki igralci, bolvanski. In je on za tisto prvič naredil kip, mislim, da je bil to Noc, ne, in je tudi v knjigi, tako da je tista prva in sorazmerno zelo dober portret. Drugače ga je potem pa seveda delal ta Kamniški spomenik, delal je pa Drago Tršar, ne. To solidno, ne. Mečkno so njegove lase vozili s plamenom in tako zadeve, ampak mislim, zelo spodoben spomenik, ne. Res. Tako da nekaj tega je, ne smo bili krivični, glede na usodo, ki je bila, ampak vse te stvari se dogajajo, vse to spada zraven, vse te stvari, vse hudobije, in pa so vse dobre stvari in teh je tudi bilo kar veliko. To, da je Balantič se izhajal, da smo nekaj naprej radi. Predvsem pa, da so ga ljudje radi imeli, ne, so ga brali, to si morate misliti, da vsega je bral, ne, tako naprej, no. Ampak Ljubljana v tem seznamu ni, v Olimpu naših besednih ustvarjalcev ga ni. No, dve stvari bi rad povedal. V veži Društva književnikov je ena tabla, taka kovinska, in tam so vsa imena med vojno padlih, ne, književnikov. Ampak Balantiča ni gor, ni Hrivovška, ne. Ampak to je bilo v tistih časih, da to pravzaprav razumem, ne, oni niso mogli Balantiča brati, ne. Tam so bili pač ljudje, ki so se jasno bali, to ni to preprosto. Bil je en primerček iz slavistike, ne. Na slavistiki mislim, da je profesor Paternal eno generacijo, vendarle seznanil z Balantičem in so naredili, so pripravili travni večer na slavistiki, ne. Tam je bil eden glavnih, je bil profesor Jože Faganel, ki je direktor Muhorja v Ljubljani, ali pa recimo Marko Terseglav, ki je tam na etnografskem, mislim, tako naprej. Oni so plakatirali Ljubljano. Ampak mislim, en dan prej so morali vse plakate dol pobrati, ne. In je bila ta zadeva zelo interna
Ampak meni je Fagane rekel, da je on pripeljal tja vse ljubljanske bogoslovce. Bogoslovce ga sploh radi imeli, ne kot vem. Ampak kaj se je zgodilo? Ta večer se je lepo uspel, ampak vedno je potem važno naslednji dan. Naslednji dan pa so ga Udba, ne, in tako naprej, ne. Ampak kaj se zgodi? Med temi, ki so pripravljali ta literarni večer, je bila profesor Jasna Čebron, če dokaj Kober pozna, vidi, da je to zelo delovna slavistka, ampak ona je bila hči prvoborca. Njo so pricali gor. In ker je bila ona hči prvoborca, seveda so morali to se pospraviti pod preprogo, nič se ni zgodilo. In oni fantje so dobili si črne pike. Tako je to približno en tak primerček, ne. Največ je bilo pa tega še zelo več, ne. Pomemben dogodek tudi v tej zgodbi, ki jo sedaj pripovedujemo o raziskovanju in okoli Franceta Valantiča, tudi simpozij, ki ga je Slovenska akademija znanosti in umetnosti posvetila tako Valantiču kot Hribovšku leta 1994. To je bil pomemben mejnik, predvsem za Hribovška kot za Valantiča, ker v Valantiču je išlo že precej do takrat. Hribovšek je tudi ena zanimiva zgodba, ki je cela zgodba o zgodbi, tudi kako je prišla ta njegova zbirka do nas in kako je išla v Slovenijo. No, ta simpozij na Akademiji Slovenske znanosti in umetnosti je seveda pomemben za kanonizacije. Veste, na tem simpoziju so sodelovali vsi slovenski literarni zgodovinarji, tudi levičarji, tudi Zavod, tudi Paterno, tako da je bila ta, rekel, da je takrat recimo tudi Paterno, ki je vendarle pokrival slovensko poezijo v prvi vrsti, da je tudi on, rekel, se potrudil analizirati njegovo poezijo. Me pa zelo presenetil njegov konec, ne. On je rekel, eni so mu vzeli poezijo, drugi so mu vzeli življenje. Zato on ima to bipolarno nekako teorijo, ne. Ni res, nihče mu ni vzel poezije. Če bi jo vzeli, bi jo ne bilo, ne. To je vrhunska poezija. Seveda, življenje so mu povzeli, to pa res, ne. To je to. Kar zadeva Hribovška. Veste, Hribovšek je posebna zgodba. Hribovšek je navdušen študiral klasično filologijo. On je bil mobiliziran v nemško vojsko. On se dolgo časa se je izmikal, ne, ker se je bil na Dunaju, pa prišel gor poziv, šel v Radovljico, pa tako naprej. No, potem se je to nehalo. V jeseni, torej Žig Božič, 1944, on bi moral nemško vojsko, ni hotel, partizana ni mogel, ne, in šel potem do Orance, to na Brezju je bila romanska postojanka. Potem je šel v begunstvo in najbrž leži v hudi jami, ne. On je svoje pesmi, zbirko pesmi leta 1944 na Dunaju uredil, dal svoje deklici, Hannes Resman z Radovljice, ona je ta rukopis hranila. Se mene zmer spleti srh, kaj se je zgodilo. Oni so bili trgovci in tako naprej, so bili usnjavni in tako naprej, so se zaplenili preiskave. Ona mi je rekla, da je skrila ta rukopis, vse posod pohlev, sam da je ne videl. To je to. Če bi se ta zgubil, Hribovška ne bi bilo, to je to. Nobenega drugega rukopisa, samo to. In ta rukopis je potem Dinko Bertonsec, športnik, alpinist, prvi, ki je bil v Slovencu na Himalaji, ne. On je bil pa športnik, prišel v Jugoslavijo, obiskal domače na Jesenicah in tudi prišel v Radovljico, osebno odnesel rukopis Tivneta Beljaku in potem leta 1965 išla ta zbirka Pesem ne zapoje. Do tistega časa je bil Hribovšek ne oseba, ben ni vedel. On je za življenje objavil 2 pesmi, veste kaj je to? Nič, ne. To pa ne vede. Skratka, ta zbirka je seveda to ni prepovedala. Meni je ena kolegica, ki je bila ene stike s Trstom, tega Hribovška tudi pokazala, ampak
Ste Hribušek je tako različen Balantičar, da nekako mi ni ogrel, ne? On je tak racionalist, refleksivni pesnik, Balantičar pa kar druga te svoje podobe in tako naprej vas mimo gre osvoji. No, po tistem se je to počasi odtajalo. Ne? Je pa, veste kaj je zanimivo? Vse te izdaje, prepovedane in tako naprej, vse so bile zabeležene v bibliografiji, slovenski bibliografiji, ne? Vse podatki. Tam imate to, ampak niso pa bili dostopni. To je ta tvani DDPO v Rokošnem oddelku, kjer so sistematično zbirali to domovsko gradivo in v enem času ste lahko kot strokovnjak, recimo to lahko videli. Ne? Ko sem jaz prvič šel tja, sem hotel videti tisto zbirko, ki je bila uničena, ne, leta 66, jaz sem moral imeti priporočilo društva književno, da sem sploh prišel noter. Ne? To je to, mislim, to počasno, bila sitica bila grozna. Ne? Mislim pa, da je zelo pomembno tole. Hribuška so pa nekateri zelo visoko cenili. Recimo, dr. Janko Kozga je više ceni kot Balantičar. Moj bolj bližal kot refleksivni pesnik, ker je tako jasno pogovor. Leta 70 je šla velika antologija slovenske poezije Živi Orfej. In tam je prvič Hribušek prišel v javnost. To je zelo pomembno, ne? Da se ime pojavi. Ampak veste, nekaj je. Danes imamo srečo, mi smo nekaj naprej govorili, svi ga brali. Njega pa nikjer ni bilo. In ko sem jaz enkrat imel v Kamniku, boče to leta 90, eno predavanje o Balantičarju, sem tam postavil to vprašanje, kdo naj tem fantom vrne 50 let. Veste, pesnik začne objavljati revija, živijo prvo, zbirko, drugo in tako naprej, kritika spremlja. Hribuška, noben ga ni poznal. V prvi vrsti se srel dr. Boris Patrnov in je rekel, to ni več, 50 let. A veste, kaj se pravi? 50 let življenja, ne, to je to. Tukaj pa seveda Hribušek res neka posebna usoda in je prav, da to vemo, da se tega zavedamo. Velika razlika med njima in na koncu še nekaj. Balantič je umrl v junaški smrti, sem danes povedal. Hribušek je bil vržen v javno, ponižan človeško, ne. To je ta stvar, ne. In tudi to spada zraven. Retorično vprašanje, v Sloveniji ni šole, ki je poimenovana po Balantiču? Ne. To v Buenos Airesu ima osnovnošolski tečaj, ki mislim, da je poimenovan. Mi smo se strašno trdili, da bi v Kamniku kakšno ulico, kakšno trg nekaj, ni govora. Ima pa ulico v Mengši pa ima, tam je moj taj župan in te cela naselje so sami književniki, med njimi tudi Balantič. Tudi v Ljubljani, tam recimo Danski Ronsno je partizanska cesta, ne. Nič ni tega, nič se ne sredi. Noben župan ne tvega, to je to. Noben, to je to reč. Še vedno je en izraz, je preklet pesnik, ne, kot se reče temu. Veliko smo povedali o dokumentarni monografiji, sedaj pa spregovorimo o zbranju delu, druga dopolnjena izdaja. Kaj ima novega ta izdaja, če primerjamo s prvo, ki je šla leta 2008? No, sem že mogoče prej omenil, da je Tine Debeljak zbral vse, kar se je dalo zbrati, ne. Zanimivo je, da je Balantič mnoge svoje pesmi dajal v prepisu svojim prijateljem, tako da so kakšne pesmi v 5 izvodih rokopisov, veste, nekterih pa ni, sploh nimate rokopisa, je samo neki prepis, ne, tu. Tine Debeljak, ko je dajal tole zbirko leta 1956 v Buenos Airesu, slovnica značilna, ne, je spraševal Ljubljano, ali je vendarle še kje kaj. Takrat noben ni vedel, kje so rokopisi. On je hotel tudi preverjati, ne? On je nekatere stvari
naredil nekaj napak, rekel, ne, nekih popravil, on je pač videl tega mladega pesnika, on kakšen vers malo popravil, ne. On je hotel to popraviti, pa ni mogel. On so mu rekli, da je vse uničeno, V resnici so pa tam na dvorišču Debeljakove hiše, kjer on stanoval, res kurili, mislim, da nemški ujetniki, tisto gradivo tam, ki je bilo, in je to šlo, ampak sreč Balant še ni bil tam, on je bil že srečil vnuka, ne, to je. Edina stvar, ki se je zgodila na novo je tole. Profesor Jože Dolenc, ki je delal kot tajnik Mohorjeve, je predeloval eno zapuščino Mohorjeve. Mohorjevo so likvidirali, tam na Starem trgu bila ena sova, jaz sem kar tam bil, to je ena majhna sova, polna vseh mogočih knjig, rokopisov, in Jože Dolenc je tam odkril cikl navadnih poteh, to je 6 sonetov, to je strašno socialno, ostri soneti o težavah, kaj sem zelo ekspresivni in tako naprej. On jih je poslal Mladiki, objavno, in po moje, Mladika ni imela interesa, da bi bila tako ostro socialno poezijo, ne. Pa so čakali, ne, je bilo leta 39, ne, in ti soneti so bili do tedaj neznani. Dolenc jih hotel objaviti v knjižnem listu Mohorjeve, ampak tam je bil en predsednik, kako se reče, ki bi zato tam, da niso kaj tiskali takega, ni dovolil, ne. Tako da je šele nekega leta potem Dolenc to objavil in v izdaji leta 1976, ki jo je v Buenos Airesu uredil pesnik France Papež, so pa tudi te pesmi noter, ne. Zdaj pa vzem rekel še nekaj, ko zdaj prišlo na misel. Tine Debeljak, torej, jaz sem bil prepričan, da je Balant napisal 150 pesmi. Pejte, brat, štejte se znam po naslovih. 90 pesmi. Nisem naredil sam sebi. Šel tem 90 pesmi. Da ni pesnika po moje na svetu, ki bi postal klasik 90 pesmi. To morate vedeti, ne. Tine Debeljak navaja številko 116, ampak po moje je on upošteval vse te mogoče drobce, recimo on na vsakem ciklu ene drobce, ki jih je tam nekje pobral, mogoče še to šel zraven, ne, to. Ampak, tako da, pravzaprav, edino, kar je bilo novo leta 76, vse drugo po moje ni. Še ena stvar, Debeljak se je strašno branil, no, ne vem, kaj je bilo tam, da ni šla zbirka, ki jo on dal 42 leta, uželil sem steblika. Tam so bile ene pesmi, so jih oni, tisti recenzenti črtali, te pesmi so bile, ne, tisti Zulina pripadom, te erotične pesmi. Veste, katoliška založba ni mogla to tiskati, verjemite, ni mogla. Noben slovenski pesnik pred njimi ni pisal take pesmi. Pred vojno je bil edino Božo Vodušek, tisti zbirki ima ena pesem, recimo Zdravljica v ranem jutru, kjer pravi, kako so zjutraj metali kozarce v tla in prosili deklet za ljubezen. To je največ, kar je Vodušek napisal, pa je bil tak strašen ateist in kaj se všel, ne. Zdaj pa pride Balantič s to poezijo Zulina prepadom, ne, strahota, ne. Ampak kaj se zgodilo? Balantič je tiste 3 pesmi črtal ven, nadomestil s drugimi pesmi in še nekaj. V prvi zbirki ni bil venca, ta religiozna poezija, dodal to zraven, kljub temu zbirka ni šla. To je po moje najhujša zadeva, da kljub temu ni šla. V Debeljakovih komentarjih beremo, da bi mogoče šla leta 44. Ne, mogoče, ne. 63 leta je šla Šarjeva zbirka Srečavanja s smrtjo, potem pa naj bi bila vprašanje, no, ampak to je zdaj stvar, pa se nekega razmišljanja, ne, ampak zbirka ni šla, ne, to je problem, ne, to so bile take. In za Balantiča je bilo to zelo hudo, da zbirka ni šla. Veste, on je bil pesnik po Božji volji, ne, to je treba vedeti.
se dal tej svoji poeziji in od tega nič ni bilo. Ne. To je bilo hudo za njega. Ne. In še nekaj, Debeljak je hodil ne kakšne take bojne pesmi, niti slučajno ne. On je rekel, zdaj sem vojak, poezija moja preteklost. Ne. Tukaj bi dal še nekaj. Ko je prišel Balantič iz Gomarsa, je še kar naprej bral poezijo. In tam je zelo pomembna zadeva. On je v mestni knjižnici si izposojal knjige. So ohranjeni listke, ki si izposojal, piše Rimbaud. Rimbaud je svojo poezijo zaključil s 18. letom. Z 18. letom. Tudi ta paralela, recimo, da je Balantič, da neha še enkrat, ne, je torej verjetna. Ne. In niti slučajno ni napisal kakšnega bojnega verza, ne, je rekel, jaz sem vojak in moja poezija je preteklost. Kaj, lahko še nekaj vprašanj? Koliko časa si damo še? Koliko ga lahko? Ne. Ne smo tukaj, lahko izvolite. Lahko. Eno vprašanje, prevajanje. Koliko je prevajan Balantič v tem jezike? V tej zbirki je dopolnjen, je kompletni seznam, ne? Zelo kompletni seznam tega. Začel se pa zelo zgodaj, že takoj po vojni je neki Morgan prevedel elegijo v angleščino, potem Poljak prevedel elegijo, potem se pa počasi to začelo. Recimo Lev Detela, ki živi tam na Dunaju, ne, je prevedel zbirko pesem Nekoč bo lepo, išla je v švicarske revije Diktat, Einstwirtschenzeit v nemščini, tudi malim komentarjem. Zelo pomembno se mi zdi, da so potem, ko je šel živi Orfej, leta 70, da so dve ali te pesmi objavili tudi v francoščini. Šla je antologija slovenske poezije v francoščini, ki jo je uredil Drago Šebek pa Celi Vipotnik in je tam pri prevodu pomagal tudi ta Marka Letne, ki je tudi prevajal Kosovela veliko, ne, to je recimo taka zadeva. Potem pa druge, kaj ste, polščino in tako naprej, torej kompletni seznam tukaj, ja. Prej je Franka Žgabec rekla, da za 50-letnico zveze je bil natečaj za uglasbitev na Balantičevih verzih. Koliko pa je uglasbitev, koliko so njegovih verzov uglasbitev? To je ogromno, to je pa res veliko, ne. Mislim, da je tudi v knjigi seznam tih uglasbitev, se pravi, že med vojno, ne, je Jože Osana za tisto prijatelj v drami 40 že oblagal za Sotogusta, pa še nekaj, in so to takrat izvajali. Ta znani terorist Janez Lipušček je mu to pel. Potem seveda ta domski glasbenik Kržinič, recimo, pa cel vrsta. In enkrat je tukaj, pa zdaj ne vem, tam sem malo premalo, da se spomnim, mislim, da tukaj v Goricah, kjer je bil natečaj, je cela vrsta glasbenikov, no med tem je tudi Kamničan, veste, ta imena, prosite, ne? Renšek, samo Renšek. Samo Renšek, hvala. Recimo domačin, ne, Tudiko, pa cela vrsta drugih, moče bi se moral še spomniti, še imena, takega, ampak dejansko so kar veliko uglasbili, tako da tudi to je sam. Ti samospevi, to je strašen problem, kako zajeti v elefantni zvočni obdobje, recimo v globino Balantičeve poezije, to je strašna zadeva. To ne more nekaj kot mimo grede. Zakrat, ne vem, me noben ni ogrev, ne vem, pa nisem vsega slišal, seveda. Med publiko je tudi predstavnica založbe Družina, ki je rekla, da noče, dobro. Potem vas bom še naprej zasliševala, jasno. Ja. To ste vi vse te pričevalce, ki ste v desetletjih.
Že ker smo v Gorici, rekli smo, da sedaj se ukvarjate z delom Vladimirja Truhlarja. Kaj pripravljate? To, ker je zelo obsežno delo, mislim, kako se nekdo loti lahko dela Vladimirja Truhlarja, kako lahko izzivajo delo? Ja, ste tako, ne, ko sem jaz začel Balantiča, so takoj pred domcem, ko reči, kar enkrat pojav in kup avtorjev, ki noben ni poznal, ne. Mi smo v tem leta 1991 izdali pri Moharjevi antologijo Jutro pozabljeni. Notor je 21 medvojnih in takoj povojnih ubitih križevnikov. Na prvem mestu je bil Narke Velikone, ki so ga ubili po vojni in nastrelili, do teh mlajših, ki so končali pač v teh jamah. Ne. Čakajte, kaj ne še povem? Jaz sem... Ja, in ko sem izvedel, da je leta 58, leta v Medovlju tiskal prve pesmi Vladimir Truhlar. Izdal zbirko Nova zemlja, 58, ene se je zbirko Rdeče bivanje. Čisto nova, moderna slovenska poezija, religiozna. Zbirke so vse v domini prepovedane, tudi vse v Argentini. On je bil pa profesor na univerzi Gregoriano v Rimu, slavni teolog, evropskega formata, ne. In hkrati tudi pesnik. Ko sem jaz leta, ne vem natančno, ali je bilo to 69 ali 70 leta, v reviji Prostor in čas, to je ta revija nekdanjih dejanjevcev, recimo Gradišnik, tudi Kodbek je bil zraven, Jože Udovič in tako naprej, pa na drugi strani tudi partijski ljudje, recimo Vladimir Kavčič, to je čudna druščina, ampak tam sem jaz objavil potem ta dopisovanja in sem se obrnil tudi na Truhlarja. On mi je lepo napisal, razložil pesem Vodnjak Mestne trgovke, že naslov, tam že ne, lepo razložil svojo poezijo, način, kaj njega zanima, pa še kaj zraven. Tako da imamo neposredno pričevanje tudi njegovo. Seveda, njegova usoda je pač po svoje tragična. Nekdo bi rekel, tipično slovenska usoda. On je leta 1974 prišel v domovino, se vrnil, pustil tisto Nobel službo, zikaj profesorja, hoti pred domov. On je mislil, da bo tukaj prišel v Slovenijo kot kakšen evangelist in da ga samo čakajo. Pa je bilo ravno obratno. Veste, leta 1966 sem že prej rekel, je bil podpisan ta protokol in takrat so v Vatikanu odprli pač ambasado in ti ambasadori so imeli glavno nalogo, da so začeli duhovnike privabljati, ne. Bil Naravko Vodeb, ne, pa je bil Truhlar. Veste, oni so večer vabili na večerje, oni so bili vsi povabljeni, ker je bil Tito napisal. Bili vsi povabljeni, vsi, kar je v Slovencev, teh duhovnikov, tam, ker je slovenski dom, ali kaj, Slovenika ali ne, vsi so bili tam, ne, to je bil Drago Klemenčič, ki je bil tam študent, ne, povedal, vsi so bili povabljeni, ne, to so bile staršne zadeve. On je leta 1967 prišel prvič v domino, on je bil v Ljubljani sestro, to je bila tudi Augusti pisala, on si z njo ves čas dopisoval, vsa pisma, ampak, ko se je on vrnil, se je srečal spet s temi ambasadori, popil so na večerjo, on je prvo, s kom se je srečal, on se je srečal s Kodbekom, prijatelji in tako naprej, senatovnim potnikom in z nekaterimi, tudi s Kavčičem, recimo, ne. Pa to ni bil, Skrajger, je politikom. Jaz sem ta poročila bral, mislim, oni so potem postali v Ljubljano poročila, kaj je on povedal. No, to so britke zadeve, poslali so tudi posebne, preko kopije, visokim politikom, tam je pisalo, dostaviti tudi
petimi, ne, recimo Popit, pa Ribičič, pa takve, ne. To so te starše zadeve. Ta Vladimir Truh je bil 25 let profesor na Svobodnem svetu, demokraciji. On ni imel pojma, kaj je to totalitarizem. Veste kaj, on je prišel domov. On je med tem že izdal pri Mohavi to znamenito knjigo, problematično knjigo, Katolicizem v poglobiteljnem procesu. Notar je vse, kar je drugi vatikanski zbor v bistvu kritičnega povedal, ostrega, kritičnega, ne. On je to se videl v Evropi, to. Naša cerkev je pa to knjigo odklonila. Ne. Ker problem slovenske cerkve drugje, to je bil naš škof Pogačnik. On se je moral ukvarjati z Zulinom, ne, on se ni ukvarjal s temi načelnimi problemi, ne. Vsej Pogačnik je bil na drugem vatikanskem zboru, ne. Ker Vovk je bil stalno eno leto, da je umrl. Ampak, ko je prišel v Ljubljano, v bistvu prišel na teologijo predavati, nič. Imel tam ena specialna predavanja literaturi. Zapustili so ga vsi tile ambasadori, se noben več poznal, ne. Noben politik, nikamo se ga še odbili, ne. Skregal se je z Grmičem, škofom Grmičem, ki bil pa šef Mohoreve. In tam je zablokiral njegovo znamenito knjigo Doživljanje absolutnega v slovenskem poslovju, zablokiral, knjiga ni šla, šle po njegovi smrti, so potem izdali jezuiti in zbirka, mislim, da je to Luč Liščane prostine. Vse zablokirano, ne. Zdaj sam še epilog. Meni je kardinal Rode povedal tole. Po leti 76 je Truhler povabil svoje prijatelje, tega mala loka, tam na Ljubljano, prek Štajerski, ne, tam so njene nune, on jih je tam povabil na večerjo, na kosilo in več, oni so pač pokosli, ne, in tako naprej. Po kosilu so prišli na sprehod in tam je rekel Truhler tole. Nedovoljen si, da bi me Udbi tožil škof. Vse to je bil Grmič, ne. In on je sklenil, da gre iz domovine. Šel je na Južno Tirolsko, ker je on hodil vsa leta gor na počitnice, ne. Zadeva se je tragično končala. V tem smislu. On si je dogovarjal, da bo prevzel predavanje na teološki verzi v Innsbrucku. Je bil že gor, si skoraj dogumenjeno, ampak zdaj je prišla ena depeša iz Gregoriane in so rekli, da ne bi bilo dobro, če bi tam starega teologa preko na novo. In tako je on ostal brez vsega in on je prišel, recimo, julija gor, mislim, da je 7. januarja naslednje že umrl, ne. In tukaj je neki Italijan, se zanima za ga, prevajal, to je Luigi Micheletto, to je nekje, in ga je obiskal decembra 76, ne, pred smrtjo, kakšen mesec pred smrtjo, v kakšni revščini celo živo, ne. Ko se je končala ta življenjska pot tega imenitnega teologa, to bo treba še, to bojo že jezuiti uštimali, ne, mislim, da tudi tam simpozij je bil že letos ali tako. Pa tudi v Gorici je bil leta 2000 simpozij tukaj. Ampak poezija, veste, njegova poezija je zanimiva paralela temu, kar se je dogajalo v domovini, ne. Tukaj je bila rigorozna poezija črtana, kako potisnjena ob stran. On je pa tukaj res z modernim verzom, z moderno dikcijo, povedal seveda stvari, ki so tukaj ostale zamolčane. Nazadnje. Vi ste povezani z našim koncem, ker jaz sem rekla, da ste vi poučevali več kot 30 let na gimnaziji v Kranju, vendar svojo profesuro ste začeli kje? Jaz sem diplomiral februarja 55, ne. Veste,
se je že pokazalo, da smo pač, da sta dve kategoriji prebivalcev v Republiki Slovenije. Ne. Eni so bili službo v Ljubljani, nas, druge kategornike, so pa pošiljali v Mursko Soboto, v Črnomelj, Ravna, Koroška. Eni so šli v Koper, to je že kar luštno. Jaz sem bil pa delegiran v Novo Gorico, ampak moja profesorica Marija Borštnikova je takrat raziskovala Belatnika. In rekel, pa pejte kar na Domoro, bo se tam malo. Ne. Tako da sem jaz potem šel na Brda, učil na nižji gimnaziji, na Dobrovem. Staval sem pa pri Grabnikovih v Medani, ne. To je bilo čisto na meji, ne. Tam je sam še Karal, pa je bila že spodaj cesta pa meja, ne. No, tiste zadeve so bile, torej meni se to zdaj strašno daleč, veste. Takrat je vozil en avtobus iz Ljubljane v Sokan, pa nazaj, vsa zveza. Če sem jaz šel od doma, to je bila celo roman, jaz sem iz Kamnika do Ljubljane, Ljubljane iz Senice, tam nekaj že, do Brne, pa avtobus. Skratka, to je trajalo, veste, meni se je to tako daleč. Se morate misliti, in to za Gorenca ti prijatelje, Brda, ne. Bilo je pa neskončno lepo. Veste, smo obladec, te preske, pa to, pa češnje, pa vsega tega, ne, to je dobro. Revšna pa taka, veste, otroci so hodili v copatah iz cun, ne. Takrat, če ni bilo kleti, oni niso smeli voziti ven češnje. Se spomnim, 1. maja, tam je bil zadržen dom, plas češen, oni so jih morali sami, noben jih hotel odkupiti, ne, to je bilo. Potem se je pa to zadevo. Jaz sem imel to prednost, ne, ker sem stanoval v obmejnem pasu, smo dobili propustnice. In ne vem, kdaj je začela voziti ena italijanska korjera iz Gorice, ne, gor, na Dobro, 2-krat na dan, zjutraj, polnem nazaj, jaz sem po šoli se usedel v avtobus, preko Štirjana 2, in sem tukaj prišel na slovensko knjigarno, na Travniku. In kaj tam odkril? Med Doblje, se morate misliti, ne. Jaz seveda se ne morem spomniti, kaj sem takrat prebral. Natančno se spomnim naslovnice, ne. Če mi pokažete, to je tale bila, ne. Najbrž nisem načelil, kdo je Zorko Simčič, ne, ki je tam bil sourednik, kdo je to Rudar Jurčec in tako naprej. Tudi ne spomnim, sem kakšne druge stvari gledal, ne. Tole knjigo iz leta 1956 mi je prinesla iz Trsta moja tašča, v Cekarju, zraven riža pa, vej kaj še, ne. To je bilo tako, ne, v tem smislu. Seveda ta briška leta, ne, seveda, sem bil tam 3 leta pa pol, bila strašno simpatična. Seveda tam sem se šel tudi z Gradnikom, je včasih prišel na Dobro domov, ne. Pa kaj sem, kasneje v Ljubljani so se večkrat srečevala, drugače pa tako. Jaz sem potem leta 58, jaz sem dobil službo vnuku. Šel na okraj, ampak me niso spustili, veste. Ti veš, da on, na Primorskem ni bilo kadra, ne. Tam v Dobrem so bili ti občinski službenci, po mojem glavnem si kazensko tam, kakšni stari partici, ne, so kaj pregrešili. Tudi mislim, direktor, prvi direktor, kleti bil tam kazensko, ne. To je bilo to, ne. Leta 85 je šel zakon, da ste lahko zapustili službeno mesto, če ste dobili drugo. In jaz sem zaprosil takrat za Koper. Jaz smo tam ga prijatelja, to je Jože Hočevar, taki primorskih dnevnih, ki pišejo v tistem jeziku, ne. On je potem delal tam pri založbi Lipa, meni to simpatično, tako so še bolj iz meni vsi izhajali. In jaz sem bil službo na osnovni šoli Vojkovi, ne. Jaz pridem dol s kufrom in kaj sem glasil na šoli, so rekli, šole še ne bo, najmanj en teden so rekli, še si dali bi tam, ne. Vzamem kovček, grem domov, so ga dole,
dobim pismo od ravnatelja Kranjske gimnazije, prid v Kranj, rabimo slavista. Ja, Bog se smil, jaz sem pa že rekel, pristal na koprsko, nižjo gimnazijo, ali kaj je bilo tam, ne. Ampak ta moj ravnatelj, torej ta ravnatelj, bi bil moj ravnatelj tudi, ne, sem na Kranjski gimnaziji, napisal mi je dopis, sem šel na Ukrajin, tam bil neki pač predstavnik te prosvete in zgodil se je čudež, spustil me je, sem šel v Ukrajin, ne. Zakaj me je spustil, ne vem, a smo tako karakteristiko, kaj je bilo, jaz sem preprosto potem šel iz Kopra v Krajin, sem pa tam obtičal, do leta 90 sem učil, potem se je pa začela druga doba. In danes ste se vrnili v Gorico. Ja, v Gorici sem bil samo enkrat, takrat, ko je bila leta 2, mislim, bil simpozijo o Trukli, takrat sem bil tukaj, ne. Vse bil moči sploh o teh prostorih, ne vedno nače, ne, se ne spomnim, ja. Profesor Krajn, v Ukrajinskem svetu. Profesor Pibernik, jaz se vam zahvaljujem za ta krasen pogovor, mislim, da je bil ne samo zanimiv, ampak tudi ljubezniv, domač. Vi ste izredna osebnost, zelo skromen tudi, zelo vesten, zelo ustrajen in to se pozna v vašem delu, ki je ogromno, mislim, je za celo malo knjig, razkrili in odkrili ste celo vrsto besednih ustvarjalcev. Mi smo vam hvaležni. Na vaši desni pa je ena nova upodobitev. Ne vem, če je to spadlo zbrano delo, ker glasbitve so, prevodi so, upodobitve pa niso, ne? Ta upodobitev Franceta Balantiča je v teh dneh nastala izpod peresa našega goriškega slikarja Andreja Kosiča, ki je sicer zelo znan kot akvarelist, ampak je poskrbel za to lepo sliko, zato ne vem, če v kakšno tretjo dopolnjeno izdajo boste dali tudi upodobitve. Ta je nastala novembra 2013. Če bo šla nova izdaja, ne? Ja, upam, da bo razprobljala. Ja, jaz upam, da publika ni užaljena, ker nismo prepustili besedo, sem jaz v bistvu vas zasliševala cel čas in nisem dala publiki možnosti, da bi spregovorila tudi on, ampak se vam zahvaljujem za pozornost, upam, da je bil večer zanimiv in vas vabim naslednjič, je 19. decembra, bomo imeli nov večer, bo pa božično in duhovno barven, protagonist bo pokojeni ljubljanski nadškof Alojz Uran, ki bo imel duhovno misel v božičnem času. Hvala za pozornost in naslednjič.